Živijo spoštovane in spoštovani, dobro jutro, dober dan in dobrodošli na Aideja konferenci. Vsi tukaj zbrani, pa ja, dajmo en aplavz za začetek, ne? Pa predvsem dajmo to energijo uspešno držati skozi cel dan, ker veste, da ne bo kratek, ne? Vsi tukaj zbrani smo se zavestno, prostovoljno odločili, da res lepo sončno nedeljo preživimo za zaprtimi vrati. In si s tem z današnjimi vsebinami odpremo vrata nekam drugam. K boljšemu razumevanju in obvladovanju izzivov, ki jih včasih neutemeljeno poimenujemo izzivi prihodnosti, čeprav so v resnici izzivi sedanjosti. S točno tem, kar človek počne danes, si piše prihodnost. Kaj lahko danes pričakujemo? Po eni strani nimamo pojma. Še. Kajti, če se podcast konferenca dogaja pod blagovno znamko Aideja, se samo po sebi razume, da scenariji niso strogo napisani in da ima spontanost vedno odprta vrata. To ne bo še ena klasična konferenca, kjer se nizajo prezentacije, ampak bo hibrid formatov, kot so predavanja, delavnice, podcasti in zelo pomembno tudi diskusije z vami. Na koncu vsakega sklopa dejansko res računamo na vas, da boste izkoristili priložnost, da v sproščenem vzdušju naše sijajne govornike vprašate, kar vas bo zanimalo. No in po drugi strani lahko čisto upravičeno tudi računamo, da bomo prek nekaterih slovenskih naprednih in neposrednih umov, pravih mastermindov, ostajali v stiku s spremembami okrog nas na najboljši možen način. Da bomo potem to znali uporabiti na najboljši način, najprej sebi v prid in nato tudi v prid drugim. Za svoj preboj in za soustvarjanje skupnega novega sveta. Ravno slednje, torej vidik skupnega, skupnosti, sodelovanja, povezovanja in pozornosti usmerjene v skupno dobrobit, naj nam danes narekuje, kako bomo na tej konferenci nagovarjali teme o tehnologijah prihodnosti, AI revoluciji in podjetništvu v 21. stoletju. Nič, dovolj besed, dajmo se začeti pogovarjati. Čas je za prvega gosta in gostitelja. Kako oblikovati svojo karierno pot v času umetne inteligence? In v času, ko so osebne blagovne znamke enostavno prevzele vse odre naših takih ali drugačnih omrežij. Naš prvi sogovornik je Gregor Rebolj, serijski podjetnik in investitor, znan po svoji neustavljivi energiji in stalnem iskanju novih podjetniških izzivov. Njegove več kot 20-letne izkušnje na področju tehnologije in podjetništva so oblikovale številne uspešne zgodbe. Je soustanovitelj podjetja Sportradar, globalnega tehnološkega podjetja za športne podatke, ter ustanovitelj podjetja Curiosity, ki deluje na presečišču investicij, tehnologije in podjetniške rasti. V zadnjem obdobju je postal tudi eden ključnih glasov za podporo tehnološki pismenosti in inovacijam v Sloveniji. Verjame, da umetna inteligenca ne nadomešča ljudi, ampak premika meje našega dela. In kako naj posameznik danes oblikuje svojo karierno pot premišljeno z jasnim fokusom na vrednote, ki jih tehnologija zaenkrat še ne zmore, torej integriteto, empatijo, ustvarjalnost. Gregor Rebolj ne bo govoril le o trendih, ampak o konkretnih odločitvah, ki jih moramo sprejemati, da v dobi umetne inteligence ostanemo nepogrešljivi. In z našim prvim gostom na prizorišče prihaja tudi naš glavni gostitelj, ustanovitelj ter glavna gonilna sila Aideja podcasta, človek, ki veliko sprašuje, ampak potem tudi veliko posluša in predvsem pusti povedati. Človek, ki sliši in res skuša razumeti. Prvi glas slovenske podcast scene, Klemen Selakovič. Izvolite oba. In morda tudi Zen. Ja. Ni morda, ja. Boš tukaj, Zeni boje. Ja, mogoče par besed, samo da vas pozdravim še v mojem imenu. Kaj reči taki skupnosti, kakor hvala. 6. leto, vsak teden, noben teden nismo zafrknili.
In dostakrat rečem, da je to kot nek utrip srca, ne, ki se vsak teden zgodi, da se mi povežemo čez te tematike, čez te epizode. In da me tudi podprete, mene pa ekipo z obiskom v živo, to res cenama. Ne? In ko mi čakam, da se danes podružim z vsemi vami, tako da hvala, da ste prišli. Ideja za to stvar je prišla pred kakšne pol leta. Tako kot vsaka moja ideja pride ponavadi v savni. Razmišljam o svetu, o življenju, kam gre vse. In potem sem se vprašal, a sem jaz v nekem mehurčku, pa v bistvu, a ljudje razmišljajo o vseh teh spremembah, ki prihajajo, pa ki se bojo zgodile. Ne? In potem sem čutil malo anksioznosti okrog tega, če bi bil odgovor mogoče ne. In sem rekel, moramo organizirati konferenco o spremembah, AI-ju, tehnologiji, podjetništvu, mindsetu in v bistvu kar hitro si mi ti padel v glavo, da bi bilo zelo lepo imeti s tabo še en pogovor, mogoče v malo krajšem formatu, kot sva ga imela na ideji, pa mogoče, da bi šla res fokusirano v tale naslov, karierna pot. In sem razmišljal zjutraj, kaj naj te prvo vprašam. Evo. Predstavljaj si, da si star 22 let, si grega, nimaš veščin, ki jih imaš zdajle, pa nimaš znanj, imaš pa informacije glede tega, kam gre svet, kje se nahajamo trenutno, 2025. Ne? In zanima me, kako bi izgledal dan jutri, ko se ti zbudiš kot 22-letnik. Kaj bi šel početi? Tisti dan, tisti teden, tisti mesec, tisto leto. A bi se izpisal iz faksa, a bi se vpisal na faks, tako? Dobro vprašanje. Najprej moram reči, da si me presenetil. Ponovadi pri tebi sem navajen, da intro ta ni, da se kar začne. In sem se tokrat pripravil, da sem merged up, da vsi vejo, kdo sem. Evo, super. Tako da je cool. Zdaj, eno moram reči, da jaz v bistvu nikoli nisem se tako, da brez se ukvarjal z svojo kariero, ali pa da bi razmišljal, kaj jaz hočem narediti, ali pa stopničke. Pa to ni nujno prav, se mi zdi, da je v bistvu to dobro. Zdaj, če skočiva direktno pač ta odgovor, ena od stvari, ki je ful pomembna, je pač v bistvu, s kom se ti družiš. Lahko bi rekel to, da je to network, tvoja mreža. Ampak tisti ljudje, s katerimi si obkrožen. Moja babica je vedno rekla, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. In zares v bistvu to drži. Zdaj, če si obkrožen z ambicioznimi ljudmi, pa mogoče prej nisi bil, se boš nalezel tega. Če so nekdo poleg tebe, ki je boljši, ali pametnejši, ali pa bolj sposoben, oziroma večje dosegu, bo tudi tvoja letvica rasla gor. Tako da v bistvu, če bi zdaj šel gledati, je vedno eno tako ključno vodilo, glej, s kom se obkrožaš, probi najdeti v bistvu to svojo mrežo in se probi sam čim več učiti. To je mogoče tisto najbolj. Zdaj, zares, če tako pogledamo žalostno, ko gledaš eno Slovenijo, kaj ti prije prvo na pamet, ko nekdo reče, ok, Slovenija, kaj je dobro? Ponavadi, zakaj je dobro? Ponavadi je vedno lepo nam je, ful je lepa narava, vse je umirjeno, work-life balance, kar sicer, če si želiš pa v bistvu nekaj bolj podjetnega, pa to ni to. Tako da se mi zdi, da v bistvu ta žarišča, ki ti v bistvu malo bolj komunicirajo neko tako ambicioznost, so drugije. In čas, da greš pač v bistvu, recimo, da si povečati svojo mrežo, je takrat. Se pravi, v bistvu, je to zdaj srednja šola, je to faks. Nisem pač v bistvu pristaš tega, da bi zdaj rekel, pejte ven iz šole, tako kot Peter Thiel. Pa še njegov message je v bistvu, če ga tako res probaš destilirati, je v bistvu, vse na šoli boš dobil nek network, ampak če jaz investiram vate, boš pa ta network dobil od mene. In boš v bistvu avtomatično obkrožen s tem. Zanimivo je, da pač šole zdaj, vse večino kurikuluma vsebin lahko najdeš drugje. Stanford ima vse javno objavljeno. Se pravi, v bistvu sama vsebina ni
tisto, kar dobiš od šole, ne, je to, s kom se družiš tam. Ne. In to je ful pomembno. Ne. In recimo, zdaj, kar probamo se res truditi v Silicon Gardens, je v bistvu točno to preko pomagati, se pravi v bistvu nekomu, ki je mlajši, ki pač v bistvu hoče nekaj začeti, da mi posodimo svoj network, da mi posodimo pač v bistvu to svojo skupino ali pa ga mogoče povežemo s ta pravo skupino, zato da lahko v bistvu on doseže pač nek maksimalen potencial, recimo temu sebe. Ne? In kako bi izgledal tvoj dan? Zbudiš se in recimo network je pomembna stvar. Kaj bi naredil s temi informacijami, ki jih imaš zdaj? Ja, predvsem pač, kdo je tista tvoja, ne vem, ali vzorniki, ali pa v bistvu pač tisto, kar bi rad ti postal, probaš prideti bližje temu. Ne? Se probaš pač v bistvu tam čim več naučiti od teh ljudi. Probaš priti bližje in se čim več naučiti od njih. Zdaj, je to firma, je to zdaj, ker to zdaj malo bolj splošno govorim. Ne? Ampak ponavadi, če govorimo tako kot mlad človek, je ful pomemben, katero firmo si izbereš, kam boš delati. In je ful dobro pač, se pravi, okay, lokacija ali pa mreža, recimo temu, kaj boš dobil s tem. Drugo, seveda, pač market, v kateri je pač ta firma. Ne? Se pravi, v bistvu, si ti v nekem trgu, ki pada, ali v nekem trgu, ki raste. Ne? Ker eno tako pravilo je, ali pa tako saying je pač v bistvu, da market trendi jejo dobre podjetnike za zajtrk. Ne? Zakaj? Zato, ker v bistvu ti, tudi če si dober, tudi če si sposoben, boš mogel ful več energije porabiti v nekem trgu, ki pada. Po drugi strani, ne, obratno pa lahko rečemo, ne, da če si boš pa zbral ta prav trg, ne, nekaj, kar še raste, ne, si boš pa lahko prvošel ful več napak, pa ful več manj energije boš rabo, da boš pač dosegel pač enak uspeh. Mogoče jadrnica, recimo. Ne. Mogoče nekje celo nemogoče. Ne? Prispodoba surfanja je zelo dobra. Ne? Ti v bistvu lahko poganjaš v nedogled, ampak če ni valov tam, ne bo nič od nič, ne boš surfal. Ja. Tako da nekje, pa jaz sem doskrat bil začetnik večkrat surfanja in sem dobil tako veliko desko in tudi šli smo na take kraje, kjer so valovi prijazni začetnikom in v bistvu takoj začneš surfati. Ne? In koliko je pomemben v bistvu tudi tvoja okolica na začetku, ja. Da te podpre. Ne? Pri jadranju je mogoče še malo bolj, ker tam pri surfanju nimaš nekega destinationa, ampak mogoče to, da se naučiš ali kakorkoli. Ampak pri jadranju moraš iti pa od točke A pa do točke B, kamor hočeš priti. Ne? In zdaj, ali ti je veter ugoden, ali boš pa na motor mogel iti. Veliko več energije boš pač rabil dati noter v to, da boš prišel do tja, kot če bi pač bil veter ugoden. Ne? In kje so zdaj ugodni vetrovi? Ker mogoče, veš kaj lahko še mogoče prej odgovoriš, kako gledaš ti na to iskanje strasti, v katerem je veliko govora v družbi, vsi nekako iščemo, nisem še najdel tiste stvari, ki bi bila prav zame, ko bom začutil tisto, ko vidim, da drugi imajo, kako gledaš na to, ker jaz vedno bolj dvomim v to, da lahko to najdeš, ampak da se ti to enostavno oblikuje kot zmes ali pa kaos vsega, kar se ti je v življenju zgodil in tvojega delovanja v nekem področju. Že zato, ker si postal boljši v nekem področju, se pol strast razvije, ne obratno. Ne? Ja, lahko bi tako rekel. Ja. Mislim, mogoče malo drugače. Če pogledamo, ali pa probal sem nekako, ker sem dobil to vprašanje, sem probal si nekako analizirati, a sem jaz kdaj pa se ukvarjal s tem, da bom narisal si pa svojo kariero, pa spet še enkrat, to ni dobro, da ne delaš tega načrta. Jaz mislim, da je zelo fajn, da pač v bistvu več razmišljaš o tem. Ne? Ampak sta v bistvu dva različna načina, ko prideš noter. Ne? Eno je unkaj planning in ponovadi je to, se pravi, delaš neko firmo, tam seveda boš mogel pač tudi razmisliti, kam boš odnar, se pravi finančni načrt, koga boš mogel zaposliti, koga rabaš, ne, zares, ne. To je pač v bistvu načrtovano, ne, in tudi kako se pozicionirati na trgu. Ne. To je pač en tak del, ki je načrtovan. Ne. Pa je pa en drug del, ki je pa v bistvu čist, da bi rekel, bolj reaktiven. Ne. Je bil John Lennon, ki je rekel, life is what happens when you make other plans. A veš, v bistvu je pač, moraš samo poslušati, kakorkoli se to mogoče sliši pač banalno, ne. Ampak moraš se odpreti temu, da pač ti določeni signali pač pridejo do tebe. Ne? In recimo, meni je najbolj fajn pač najbolj tako plastično pač prikazati. Ne? Recimo investiranje, ne? Ali pa sklad, ne? To, kar zdaj delam. Ne?
Če bi me vprašal 10 let nazaj, ni šans, ni bilo pač v bistvu sploh na radarju. In nisem razmišljal tako, ampak v bistvu prvo prišel do mene, pa me je vprašal za nasvet, pa drug, pa tretji, pa sem investiral, pa ta investicija se je izkazala za dobro. In pol nekako to spoznaš. Ne? Zapravo, v bistvu je bil tam nek market pool, da neka potreba po temu je. In zdaj, če si ti odprt po temu, in pol, seveda, če ti je tudi to blizu, to je pa pač ta drug del tvojega vprašanja, koliko moraš pač iskati tisto, kar tebe veseli. Jaz mislim, da je to ful pomemben. In klej se je to poklopilo. Zdaj, jaz mislim, da v končni fazi nima smisla delati, ali pa vsaj ne predolg časa, nekaj, kar nočeš delati. Nekaj, kar te v bistvu ne veseli. Ali pa nekaj, kar v bistvu mogoče nisi, ne bi si želel pač v bistvu tega delati. Ker pač, life v končni fazi ni prav dolg. Se lahko se zdi mlademu človeku, da je dolg, ampak v bistvu zares pač je v bistvu tisti čas, kako ga ti porabiš, to probaš čim bolj alignati. Zdaj, eni pravijo temu, da imaš ti ta mercenary pa missionary mode. Ne vem, če poznate to. Se pravi, mercenary je pač v bistvu, ok, grem jaz delati za to, da bom zaslužil, in v bistvu plača je tisto, pač edina metrika, ne glede na to, kaj pač delam. In moram pač nekaj zaslužiti. In ponovadi je to v bistvu tam v zgodnih korakih, pač je ta del seveda mogoče bolj prevlada, ker je to pač ful bolj pomemben. Ampak pol se mi zdi, da čez čas, pa vedno bolj v bistvu prehajaš v nek bolj missionary, se pravi, bolj v bistvu razmišljaš, ok, kaj bi pa jaz želel pustiti na tem svetu, ali pa nek impact, se pravi, nek kako s tem rečem? Vpliv, da imaš pač, da v bistvu pač nekaj hočeš pozitivno vplivati na nekaj, Pa je to lahko karkoli, ampak v bistvu se mi zdi, da je fajn, ker s tem se pol ful bolj poistovetiš, to je v bistvu pol tisto bistvo rata, ne delo samo, Antifragilnost, a si bral to knjigo od Nasima Taleba? Ne. Antifragile. Ampak vem, da se v naših krogih razumem pa koncept. Ja. Ja, mogoče bi lahko malo o tem govorila, glede na to, da prehajamo, jaz mislim, da v eno zelo turbulentno obdobje, v plus in v minus. Minus za nekatere, plus za nekatere, in to je glih danes tudi sem želel spodbuja ta plusa, ali pa da bi čim več ljudi nekako odšlo iz te konference z večjo šanso za plus dobiti. Katere veščine, glede na to vse, kar poznaš, pa vem, da ful spremljaš razvoj umetne inteligence, LLM-ov, katere veščine misliš, da so najbolj antifragilne, pa kaj to sploh je v tej dobi, ali pa bojo? Ja. Jaz se niti ne bi toliko ukvarjal samo tehnologijo, to se bo itak menjalo, ampak v bistvu ponovadi vedno začnem z curiosity, z radovednostjo, ampak v bistvu bi tukaj zdaj začel mogoče raj z fokusom, ker se mi zdi, da zdaj svet je tako naravnan proti fokusu, da se moraš res aktivno boriti, da imaš ti nek fokus, da boš nekaj začel in potem tudi zaključil do konca. Ker če pogledamo, je kar scary, da pač kar velike multinacionalke so finančno incentivized, spodbujane. Ja, recimo, da pač v bistvu te pozamejo čim več časa. Se pravi, če pogledaš social media, če pogledaš tudi v bistvu članki, ki imajo pač, ki so clickbaiti in tako naprej. Tukaj jaz ne vidim, da bo to se zmanjšalo, to bo sam še več tega. In jaz mislim, da to se mora vsak človek naučiti zdaj, kako aktivno to blokirati. Kako v bistvu prekiniti to. Recimo, mogoče še en, ki je še bolj bizaren, Netflix, recimo, ker mi gre sploh v nos, ker pri unih firmah je vsaj tvoj attention, pa koliko časa pstiš tam, je korelira z njihovim prometom, z njihovim revenuejem. In to razumem. Netflix, po drugi strani, ima fixed subscription, ampak v bistvu vse en vidiš, da content delajo na ta način, da namesto filma naredijo raj serijo. Da ti bo namesto 2 ur, ti bo vzel 40 ur. Ampak je to samo zato, ker pač tam noter imajo nek ključni indikator, KPI, ki v bistvu verjetno jim kaže na to, koliko časa je nekdo pripet na njihov ekran.
finančno, sej ima mogoče kakšno korelacijo, ampak veš, v bistvu firme dejansko imajo za cilj, da te pozamejo čim več časa in ti se moraš pač v bistvu boriti aktivno proti temu, da ne zmagajo. Ne? Pa drugo stekmujejo, ne? Ker ti imaš kot uporabnik omejen čas, imaš telefon in vsi ti api v bistvu med sabo tekmujejo za tvojo pozornost, Ja. z bolj sofisticiranimi načini. Ne? Plus naša biologija ne pomaga. Ne? Se pravi, v bistvu pač možgani delajo tako, da pač vsakeč, kaj najdeš, dobiš en dopamin hit. Ne? In to je super, da best, nekaj sem naredil. Čeprav zares nisi nič naredil, ne? Ampak v bistvu ti se počutiš. Ne? Pa to zdaj govorimo, mogoče social media je zelo očitno waste of time, ne? Ampak je lahko tudi raziskovanje, branje člankov in tako naprej. Ne? Te zadeve lahko tudi padeš noter, pa misliš, da si ful naredil, ampak pol če zares pomisliš, kaj si hotel narediti, nisi nič naredil. Ne? Mora biti za tem pač v bistvu nek razmislek, pa kam hočemo iti, pa v bistvu kaj smo se iz tega naučili, neka destilacija. Ne? In je pač problem, ne? Ker v bistvu sploh, če se kot mlad človek navadiš na ta pattern, se tvoji možgani se pač ponavadijo in v bistvu pol enostavno ful teži. Jaz mislim, da bomo imeli pač zelo kmalu kakšne take retrite, ki bo telefoni stran, vse stran, da ja pač v bistvu, da držiš fokus čim bolj. Ne. To je v bistvu ena stvar. Ne. Se pravi, ljudje, ki bojo sposobni daljšega fokusa, bojo prosperirali. Ne. Ja, da sploh imaš šanso, da padeš v tisti flow, ne, da pač nekaj narediš. Ne. Flow, ja. Okay. Zraven pade tudi v bistvu ta, da rečeš ne. Pa tudi mene je vedno težko ne reči, ampak moraš, čisto enostavno pač moraš, ker je preveč stvari. Ne. Tretja zadeva, ki se mi zdi tako ful pomembna, ne, je pa, se pravi, lahko bi rekel ta curiosity, ampak kaj veš, zakaj ti učenje samo? Ne? Jaz mislim, da zdaj se bomo mogli mi naučiti, kako hitro se učiti novih stvari. Ker sprememb bo vedno več in v bistvu že zdavni ne bo tega, da pač se boš ti v šoli nekaj naučil in pa boš celo življenje pač uporabljal. Vse že zdaj vprašanje, če je. Ne? In ena od teh ključnih lastnosti je to, da imaš ti zmožnost, da se lahko dosti hitro naučiš. To je ena stvar. Pa seveda, orodij je milijon zdaj. Zdaj v bistvu ni boljšega časa, da se ne bi učil. Ne? Ker imaš pač v bistvu v teh modelih, v LLM-ih, imaš ti v bistvu zdestiliran cel človeški arhiv. Ne? V bistvu ti lahko kogarkoli vprašaš, mislim, pač karkoli lahko vprašaš, boš dobil takoj odgovor. Ne? Še boljše, ne? Kada bi rekel, da imaš knjigo, ki se piše zate, ali pa nekoga mentorja, ki ga lahko kadarkoli pač vprašaš. Ne? In jaz mislim, da ni več toliko pomemben, mislim, je seveda pomemben, da se ti naučiš pač nekaj konceptov pa tako naprej, ne? Ampak v končni fazi mogoče tudi lahko pogledamo, zakaj pa se učimo. Ne? Po moje je to bolj zato, vsaj, kakor sem jaz pri sebi pač analiziral, je zato, ker sem hotel nekaj narediti, neko zadevo. Ne? In pol, če pa za neko zadevo rabiš neko znanje, sem vzel knjigo, sem pač obrskal, kakorkoli, ne? In v bistvu pridobil to znanje in pol to naredil. In se mi zdi, da ta naredil bo zdaj rato ful bolj pomemben. Ne? Ker učenje bo ratal toliko pocen, če si vzameš čas, seveda, pa fokus, da dejansko pač se pol premakne to na, okay, kaj si pa res dosegel s tem. Ne? In se mi zdi, da tudi na faksih ali pa na šolah preverjanje znanja in v bistvu v podjetjih, ne, kakšne so naloge, bojo bolj bi mogle biti v smeri, kaj hočeš res doseči, ne pa koliko si energije dal v to, ne? Koliko je bilo nekega dela ali pa džulov noter danih. Ne? Prav fokus, flow, sposobnost učenja, ne? Hitrega učenja. Ja, pa so pa še te. Ena zadeva, ki je meni zelo všeč, ne? Se pravi, v bistvu, ko sem zaposloval, ne, pač nek ta, Angleži imajo dober izraz agency, ne, imajo to, se temu reče. Se pravi, da imaš nek vpliv delaš. Ja, ne, da v bistvu bolj prevzameš nek, ne najdem zdaj besede. Ja, mogoče pobuda je ta pravi. Agency, a imamo koga, pobuda je v redu. Zna prevesti. Da, a veš, da v bistvu, kar je bilo meni the best videti pri pač nekomu, ki je mladi zaposlen, ne, pač v bistvu, da proba razumeti, kaj točno se hoče narediti, ne, in v bistvu pol prevzeti tudi tisto odgovornost, ne, in tisto, ok, zdaj to naredil. Da nisem nekdo, ki, jaz sem bolj tako kot mašina, kot robot, ki reče, da mi ti naloge daj, ne, ja, pa bom jaz pač izvajal, ne, ampak v bistvu, da
proba tudi malo bolj razmišljati, ne? Ker taki ljudje tudi hitreje potem po organizaciji napredujejo, ne? Ker jim lahko ti, ker vidiš, da so redi, da pač jim lahko daš pol nekaj ljudi pod sabo in pol tako napredujejo. Ne? Ja, wow, to se mi zdi ful pomemben, pa mogoče, če sem te prav razumel, ne, imaš usmerjenost k ciljem in zdaj taski do tega cilja so lahko na 500 različnih načinov, Tako. ampak če ti nimaš cilja v glavi, boš vedno rabo nekoga, ki ti bo taske opredelil. In pol, če nekaj pade v vodo, boš ti izgubljen, bo spet čakal na navodila. Če pa ti veš, kaj je cilj, končni cilj, pa lahko priješ na ful različnih načinov do tega in tudi sam predlagaš taske. Ne? To se mi zdi ful velika. Res bi lahko tako ljudi na 2 dela dal. Eni so taki, ki čakajo na navodila, Ja. kar žal te šolski sistem tudi tako nauči, a ne, ker ti da vse na pladnju, pa za linejami operiramo. Eni so pa te, ki pač so duari, mi rečemo. Njemu pač daš, kaj je cilj in on bo to naredil. Nekako. Hecanje, da v bistvu imamo in šolstvo, pa mogoče celo tudi davčni sistem v nekem pač je vse nekako subvencionira fabrike, tovarne. Ne? Kar je tako, se mi zdi, da pač ne gremo v to smer. Fabrike bodo delali roboti, ne? Oziroma v fabrikah bodo delali roboti. Ne? Ta tovarna mindset, to zelo manjka pač v bistvu v našem šolstvu, da pač nekomu pustiš proste roke, ne? In kdo je najbolj redoveden človek na svetu? Ta mali, otroci. V bistvu ti jim kvečem ubiješ pač tisto radovednost, pač čez to šolstvo, ki jih pač tepeš po prstih kot ne, tega se moramo držati, ne, ti zdaj tole posluši, ne. In je ful škoda, ne, ker jih v bistvu res čist napačno jih učimo, ne. Učimo jih, da ratajo roboti, ne. In to bo težko spremeniti, ne. Koliko pa misliš, da je pomemben podjetniški mindset, zato ker vem, da se vsi ne bi tretirali kot podjetniki in jaz mislim, da je to lahko hiter napaka v tej novi dobi, zaradi tega, ker če res ogrobam razporediva, ne, si imel delavce pa podjetnike. Podjetniki so delavce usmerjali v te taske in potem je bila neka dodana vrednost ustvarjena. Ne. Zdaj pa se mi zdi, da gre ta level abstrakcije na nov nivo in bo vsak mogel opredeljevati taske, sicer ne za delavce, ampak za AI agente. Ne? In jaz mislim, da bo vsak imel 1000 zaposlenih in jih bo mogel znati upravljati, usmerjati, voditi. In to je v bistvu bolj podjetniški mindset. Ja, je res. S tem, da v bistvu tako, ko recimo, ne bi pa seveda predlagal, da vsak rata podjetnik, ker pač vseeno so pač v bistvu to določene specifike, tudi stres in tako naprej, ni to za vsakega. Če gledaš, kaj so pač izbire enega mladega človeka, lahko rata podjetnik. Se pravi, lahko je v bistvu tisti, ki je iniciator, ki pač v bistvu začne neko podjetje, ima nek zanos, tako smo že rekli, drive. In v bistvu je on tisti gonilna sila. Pol imaš v bistvu mogoče drug tip ljudi, ki so joinerji, ki v bistvu so še vedno lahko founderji ali pa early employee, se pravi, te zgodnji zaposleni, ki pač mogoče samo nimajo tega driva toliko ali pa te žilce, da pač bi oni vodili pač neko skupino, ker to vseeno je tudi tečen, lahko rečemo. In v bistvu so samo čakajo na pač v bistvu, kje bo neka pač priložnost in se pač pridružijo. Tukaj, by the way, se pravi, to, kar sem prej omenil, da v bistvu kot Silicon Gardens probamo zelo skupaj pač spravljati ljudi. Moja klika, bi lahko rekel, moj pač ta mreža ljudi, s katerimi se družim, so seveda bolj verjetno bi temu rekel hekeri, če imamo hekerje pa haslerje. So v bistvu oni, ki znajo nekaj narediti, ki so bolj tehnični, ki so res dobri pač v tem, kar delajo, ampak mogoče ali nimajo neke ideje, kaj bi točno naredili, ali pa v bistvu mogoče jim tudi manjka ta go-to-market distribution del. In tako da v bistvu ta drug del, kjer so pa hasleri, če je kje kdo, ki pač v bistvu ga to zanima, da ga pač sparimo z nekom,
naj prosim se mi javne. Zdaj, ali danes pač na konferenci ali pa pol, pa prosim na LinkedInu, dajte mi napisati saj nekaj, ker če sam dobim intro, pa pač ne poznam človeka, imam veliko preveč tega žal. Tako da sem pač v bistvu nek intro, kaj točen, kje smo se srečali, pa tako naprej. In z veseljem bomo probali pač v bistvu te ljudi skupiti. To so te joinerji. In spet imamo res dobre hekerje, ki so že naredili v bistvu določene rešitve, sam distribution jim manjka. Pol imaš pa v bistvu izbiro, da seveda začneš kot nek tak individual contributor, spet ne vem, kako se reče pač to po slovenski. Samostojni. Ja, se pravi, v bistvu nekdo, ki dobiva navodila ponavadi. Nekdo, ki pač v bistvu nima nikogar pod sabo, ponavadi tam začneš. To je pač tisti, ki pač dobiva naloge, jih izpolnjuje in pol počasi, pač, če ima željo, bo pač rastel po organizaciji. Se pravi, lahko se odločiš, da si to. Lahko tudi cel življenje ostaneš tak, nič narobe s tem. In pol v bistvu drugo, lahko se odločiš, da greš v management, pa tako začneš. Sicer to je bolj redko, včasih je fajn, da imaš pa vsaj nekaj izkušnje iz nekje. Ampak imaš tudi take. Pol imaš v bistvu možnost, da začneš servis firmo. Ker to je tudi en način, kako se lahko veliko naučiš, pa je veliko manj riskantno. Ker v bistvu to, da zadaneš ti nek product market fit, nek produkt, ni prav enostaven. Tako da v bistvu je tudi to pač ena pot, da v bistvu greš iz tega pa pol naprej. In ta zadnjo, ker pač v bistvu tudi mogoče marsikdo pozabi, lahko se tudi odločiš za investiranje. Pa s tem ne mislim, da bi zdaj pač vsak pač nekaj angelsko investiral, ampak v bistvu lahko se pač pridružiš skladu. Mi konkretno zdaj pač recimo iščemo enega tazga hustlerja, idealno tam okoli 25 let, pa hustler ko, da se razume. A lahko opredeliš malo, kaj to pomeni? Ja, se pravi nekoga. V tem kontekstu. Kakšne ima karakteristike, lastnosti? Ja, mogoče bom tako začel. VC, venture capital je zelo network ali pa human driven business. Se pravi, v bistvu zelo velikrat je investicija pride zaradi tega, ker jaz nekoga poznam ali pa nekdo mene, ali pa enega od partnerjev ali pa kogarkoli in v bistvu povezava pride tako. Ali pa se pravi, ali prek nekoga ali pa direktno. In je zelo pomembno, da pač v bistvu imaš to mrežo čim širšo. In v bistvu zdaj nekdo idealen v tem primeru, prvič ga mora zanimati, kar lahko je obljuben, pač tudi nek drive, zakaj pač v bistvu sem se jaz odločil za pač to smer trenutno, je v bistvu zato, ker se mi zdi, da se res lahko veliko naučim. Če bi se šel zdaj graditi eno novo firmo, bi bil spet v enem zelo nizkem segmentu 7 let in bi v bistvu samo v tem modelu. Če si pa kot investitor, pa v bistvu se moraš naučiti res ful hitro. Se pravi, v bistvu to je ena lastnost, da pač te zanimajo stvari, da imaš možnost, da zelo hitro greš nekam v globino in se naučiš vseh različnih zadev. Recimo zdaj pred kratkim smo imeli nek razgovor z enim startupom, ki v bistvu pač ima te proteinske nadomestke za namesto jajc, da pač v bistvu nekaj drugega uporabiš. Treba iti malo v globino, treba najti te prave ljudi, ki v bistvu tudi imajo to znanje, in v bistvu pač pol to uporabiti. Se pravi, pa nekoga, ki pač mu je ta networking, da mu je blizu. Se pravi, in pri nas, pa seveda tudi v tujini, kjer ga pač mi lahko, fajn je, ker ima že to platformo, ga lahko v bistvu pač predstavimo vsem ostalim VC-jem, vsem ostalim pač v bistvu diaspori, ki je v tujini in tako naprej. In naloga je, da pač ti držiš stik z njimi in pomagaš, karkoli se le da, povezuješ pač ta network med različnimi ljudmi. In moraš imeti neko tako pozitivno energijo, da med učenjem, se pravi, to je ta nek drive sebe in v bistvu pač networkingom. Upam, da sem dost plastično opisal. Pač hustlerja. Ja, zdaj pač imamo različne tipe hustlerja, ampak v tem primeru tazga. Jaz sem pred 2 leti, ko je GPT-4 je prišel ven, pa govorili se o tem, koliko je dober za kodiranje. In sem rekel, bom en izziv sebi dal, a sem jaz sposoben eno aplikacijo skodirati brez znanja kodiranja. In se takrat spustil v to in me je povlekal in mislim, da sta bile 2 noči potrebni ali pa 1 noč, vem, da je bilo tako, da sem res padel noter in nisem mogel iti spat. V Swiftu sem to delal, natively na iOS-u, GPT-4, ustavljal se je, počasen je bil, napake je delal, ni mi hotel zbuildati aplikacije. In UI sem zaključil, se pravi ta sprednji del,
Za neko formulco mi je pa pomagal en človek, se pravi, sem ga najel. No, to je bilo pred 2 leti. Zdaj, v februarju smo bili na Kanarcih in smo se malo igrali s temi orodji a la Lovable, se pravi, to so no-code orodja, kjer samo vpisuješ v naravnem jeziku in potem ti on na desni strani prikaže demo tvoje stvaritve, aplikacije. Ne? Ja, ne čist demo, dejansko v bistvu že prav tvoja stvar. Ne? Ja, ampak je sproti jo še ustvarjaš, ker klikaš potem pa spreminjaš. Ne? In sem v bistvu 2-3 ure rabu, da sem naredil tako kopijo Space Invaderjev. Ne? Se pravi, strelaš take enostavne račune, recimo 2 + 2 in 4krat moraš zadeti to, da se ti razbije ta sovražnik. Ne? V 2 urah. Nekajkrat boljšo, bolj zahtevno stvar. Ne? In zdaj, če v obzir vzameva še eksponentno rast vsega tega, me v bistvu kar stisne od navdušenja, kako se bo tehnologija ali pa ta tehnološki svet veliko ljudem lahko umaknil in v bistvu samo generiral, suportiral ideje, ki jih imamo pa itak vsi. Vsak se zjutraj zbudi in ima eno ful dobro idejo, ampak ustav se pri kompleksnosti izvedbe. In niti ne predstavljam si, kakšen bo svet, kjer bojo lahko te ideje kar ven prihajale in potem se na dejanskem trgu med sabo zmenile, kjer je boljša. Tako jaz sem zelo navdušen nad tem. To, da lahko malo o tem vibe codingu govoriva ali pa kakršen koli komentar daš na to, kako ti vidiš. Kam to gre, ker to se mi zdi, da je relevantno pa čisto za vsega. Tudi če ni tehničen geek, ne? Ja, ti si uporabil izraz, da se tehnologija, kako se reče, umakne. Ne? V bistvu, ja, zares pač Skri. Niti je treba skrije. Ja, se mi zdi, da je boljš. Enostavno, zakaj delaš to? Ne? Se pravi, recimo, zakaj si se ti odločil to delati? Ne? Zdaj seveda sta lahko 2 načina. Eno je, da pač se ti naučiš programirati, ampak vseeno se mi zdi, da to ni bil tvoj cilj. Tvoj cilj je bil pač v bistvu narediti nekaj, ki bo na koncu povečal neki engagement uporabnike in pa na koncu pač promet. Ne? Odvisen pa seveda, kaj optimiziraš. Ne? In če gledaš to tako, kar je te omogočilo, je, da si lahko veliko hitreje prišel do enih rezultatov. Ne? In to je ful pomemben. Marsikdo, en velik del sveta pač ne dela sploh s tem razmislekom, kaj sploh hoče doseči, kaj sploh rad doseči. Ne? In si ne vzame časa, ali pa si ne upa v bistvu reči, tole hočem. Ne? Ampak kar dajmo probati, pa bomo videli. Sploh pri, recimo prej sem omenil te hekerje, pri tehničnih founderjih je največja nevarnost to, da se bo za pol leta, leto zaprl pač v eno sobco in v bistvu pač nekaj kodiral, rekel, nisem še ready, medtem bo pa svet šumem. Vedno je bilo rečeno, se spomnim v bistvu že 20 let nazaj, ki je bilo rečeno, da v bistvu tehnologija, mi se linearno recimo, da rastemo kot ljudje, tehnologija gre pa eksponencialno. Če pa si predstavljaš, vizualiziraš to funkcijo, ena krivulja se pa zelo strma pol gor obrne. In se mi zdi, da smo kle, ker v bistvu je več sprememb naenkrat se bo dogajalo. Ne? In počasi bojo pač v bistvu neke take stvari, ki pač ljudje ne bojo mogli doumeti. Zdaj, ta vibe coding sam, mogoče še kle, recimo razne cifre, da dam. Toliko, da pač ljudje razumejo, koliko je to močno. Firme, ki so s tem začele, se pravi, ki so dobile v bistvu res neke dobre rezultate, pa tukaj zdaj govorimo ali take zelo enostavne, če sam website landing page, da narediš, se pravi nič, tako da bi rekel, da je nekaj interaktivnega, pa do nekih bolj enostavnejših pač mobilnih aplikacij, kot tudi mobilne, ampak aplikacij, bolj na frontend. Se pravi, ko so to dosegli, so v bistvu vso frustracijo ljudi, ki so mogli prej prositi nekoga tehničnega, da to naredi, to se je sprostilo. In to je ful lepo videti. Ker v bistvu te firme so šle vse v parih mesecih na desetine milijonov. Obstaja seveda še več različnih pač teh orodij, se pravi, te so bolj za te, ki so res netehnični, pa ki delajo vsaj za enkrat bolj, recimo temu, trivialne produkte. Potem imaš pa seveda recimo kurzor, ki je pa bolj namenjen pač inženirjem, ki pa v bistvu bolj
tako kot je bil Copilot, mislim, da je Copilot še vedno, ne GitHub Copilot, ampak oni so nekaj boljš očitno naredili. Ne. In oni so šli pa v letu pa pol, mislim, da so zdaj 300 milijonov ARR-ja. Ne vem, kako si to predstavljate, ampak to mislim, da je tako. A samo razložiš, kaj je ARR? Aha, ja, annual recurring revenue, se pravi v bistvu letni promet ponavljajoč. Ne? Kar sicer pomeni, da vzameš pa tudi zadnji mesec, pa ga pomnožiš z 12. Pač v bistvu, ampak to so naročnine. Ne? To so naročnine, ne? To je ful pomemben. To so pač ljudje, ki v bistvu se skozi vračajo nazaj, redno uporabljajo ta produkt, hopefully, ne? In v bistvu pač redno pa tudi plačujejo to še vedno naprej. Ne? Nekaj tazga jaz ne pomnim. Ne? Se pravi, v bistvu, kle vidiš, da je v bistvu ta product market fit je tako močen, ta frustracija teh ljudi je tako močna, pa tako velikih je, ne? V bistvu, kle je definitivno neki. Ne? Pa jaz mislim, da še vedno en majhen del populacije pač to uporablja. Ne? Koliko od vas pozna Lovable? Dajte sam roko gor. Ok, desetina? A je? Ok, ja. Ja, zelo malo je bilo. Ja. Sicer imaš še Bolt, imaš še v bistvu Replit, pa tako naprej, se pravi, je še kar par teh. Ja. Google je zdaj dal tudi ven svojo rešitev. Ne? To bo še kar zanimivo, ker bo kar klanje. Ampak po drugi strani je pa veliko denarja tukaj noter. No? Tako da mislim, dejansko vidiš to frustracijo, kle so zadeli ta živc. In kle bo še več teh firm. Ne? Mogoče ena taka stvar, mogoče je pač ta prav čas omeniti, da market trendi, kar marsikdo naredi napako, ne, je, da misli, zdaj se je to zgodilo, zdaj sem pa prepozen, ne, to je šlo zdaj mem. V bistvu zares, če gledaš nazaj, te market trendi so kar počasni. Ne. To traja 10-20 let. Ne. Če pogledamo, internet mogoče, da je zdaj dosegel neko zasičenost, ne, pa je bilo 25 let, še več. E-commerce, mislim, da zadnja statistika je 20%, v primerjavi z retailom. Se pravi, v bistvu je tukaj še ogromno enega prostora, ne, da pač nekdo dejansko pač, mislim, za ta e-commerce, ne, recimo. Ne. Pa je ta trend se začel že zdavni, pa bi lahko marsikdo rekel, da je to že zdavni šlo. Ne. Recimo en od naših startupov, Flaviar, ne, pač prav to rešuje za alkohol, za kupovanje alkohola, ker je očitno bil nek segment, ki je to pa zelo zamujal. Ne. Če pogledaš v bistvu po različnih segmentih, je vse druge stvari, je ful večja adoption, ampak pri alkoholu pa ne, zato ker so pač tudi neke druge regulativne omejitve in tako naprej. In oni so se fokusirali na to rešiti. Tudi recimo mene, jaz se ful spomnim enega pogovora, takrat, ko je Google prišel ven, sem rekel, se ni šans, ne, tam imaš kaj bil Yahoo, pa Alta Vista, pa tako naprej, search engine check, to je rešeno, ne. Figo, ne, ni, ne. In tudi kle, recimo Lovable, pa Bolt, pa te, ne. Ti si imel enega velikana, se pravi, Microsoft ima v lasti GitHub, ne, in v bistvu pač zraven tudi v bistvu ta GitHub Copilot. Človek bi si mislil, to je game over, ampak startupi imajo en način, ne, ki pač v bistvu se drugače obnašajo, lahko bi tudi rekel, da večje firme se drugače obnašajo, neoptimalno in zato jih lahko tudi dejansko pač prehitiš. Ne. In taka časovna obdobja, kot je zdajle, ne, kjer se karte zelo mešajo, so idealna za to. Klej je največ priložnosti. Klej pač v bistvu bo zdaj največ, ti, če si v bistvu nek incumbent, neka gorila, ki pač obvladuješ nek market, ja, jaz mislim, da se zelo bojiš. Recimo Google zelo veliko dela na tem, da pač ne izgubi svoje pozicije. Pa mislim, da dobro delajo. Sam pač se vidi, da so spustili vse ostalo in se sam na to fokusirajo. Ja, se strinjam. Dajmo malo pokomentirati ta trend indie hackerjev, solopreneurjev, ker sem bil star 22 let, je bil ta izraz digital nomad tak zelo na vzponu. Jaz sem ga takrat prvič slišal, po letih zdaj to že vsi poznajo, ne? Ampak se mi zdi, da vidim zdaj en drug trend, ne? In to je, da ne vzemati VC-ja, ne vzemati denarja od investitorjev, zdaj imaš z orodji, tehnologija se lahko odmakne, zdaj si lahko sam, in narediš nek profitabilen biznis, ne? Kot hacker, indie hacker recimo. Dej pokomentiraj malo ta trend, kako ti to vidiš. Ja, definitivno je tukaj. Ne? Se pravi, ti zdaj sam ali pa z manjšo ekipo lahko si ful bolj efektiven, ful si hitrejši, lahko dosežeš pač nek nivo. Ne?
ta orodja so super, sploh za te začetne korake, ker ti še nisi prepričan, da je to ta stvar, ki jo hočeš delati. Ne? Se pravi, da v bistvu je res nek potencial. Ne? Bi pa predlagal, da vsaj v trenutni fazi pač uporab to za validacijo. Se pravi, vedno je bilo rečeno, pač vedno smo mi dali pač v bistvu tak na svet, da je pejte čim prej ven. Ne? In kar se zdaj s tem Na trg. Na trg, ja. In probati pač v bistvu ta odziv, ne? Da vidiš, koga sploh to zanima, je mogoče čisto preveč konkurence, pa pač ta produkt ni dosti dober, ne? Ali pa enostavno že zasičen. Ali pa so neke druge rešitve, ki mogoče nimajo veze, niti ne digitalne, pa je pač tisti problem, ki si mislil, da je to problematičen, mogoče sploh ni. Ne? En kup je enih vprašanj, ne? Da od te ideje, ki jo ti imaš, a je to sploh smiselen biznis. Ne? In to, da ti neki z vibe kodaš, ne? Pa magar sam landing page, ti ni treba pač rešitve, ne? Je super način, kako lahko ti to zvalidiraš. Ne? Zdaj pa za pol naslednji korak. Kle zaenkrat, rekel zaenkrat, ta orodja še niso tako dobra, da bi šel kar v produkcijo milijone ljudi in tako naprej. Tudi kar velike bedarije dela v zadnji. No? Tako da pač, če v bistvu gledaš to, prvič ni se zaučiti od tega, kaj ta dela, ker naredi res mes in v bistvu ima neko mejo. Ne? Ampak, če si pa sposoben, ne, pa v bistvu priješ do monetizacije še s tem prvim produktom, ne, pa lahko hajraš v inženiring in pa v bistvu pač rasteš, pa se ti v bistvu refaktor ali pa popolnoma prepiše, pa pač greš v bolj proper način razvijanja. Ne. Jaz mislim, da je en zanimiv biznis model za developerske agencije, da bi samo iskale te vibe kodane rešitve, ki so na trgu dosegle nek validation in v bistvu v zameno za equity to prepisali pa refaktorala. Ne. Da bi v bistvu skozi to gledal in bi sam ponudil temu founderju, da gremo skupaj v to, pa ja, spucamo kodo. Se strinjam. Ta distribution je v bistvu zdaj rad tisti, ki je pač. To, da ti nekaj narediš, ne? To se je leta nalagalo. Se pravi, v bistvu, ali da imaš ti AWS, se pravi Amazon Web Services, ali pa v bistvu kjerga drugega hyperscalerja, tebi se ni treba več ukvarjati s serverji, ni se ti treba več ukvarjati z, da imaš enega DevOpsa pa tako naprej. Se umakne, ne? Ja, v bistvu dejansko pač je ful lažje stvari narediti. Tudi vidim, recimo pri hardwareu ga je pač vedno lažje narediti, ker obstajajo pa zdaj že Lego kocke, ki jih lahko skupaj sestavljaš. In je distribucija tista, ki je pomembna. Ne? A znaš ti priti do ljudi, do pravih uporabnikov in a jih znaš tudi zadržati, a si pač naredil produkt na ta način. Ne? Enako velja tudi, vse lahko tako gledaš, ampak bom rekel tudi mogoče malo bolj tak način. Ne vem, če poznaš ti Rocket Internet. Ne? To je bilo sicer dolgo časa nazaj, to so bili trije nemški. Rocket Internet. To so bili trije nemški bratje, ki v bistvu, kar so delali, so v bistvu venture builder naredili, so sam kopirali ameriške rešitve in jih pač na novo naredili. Ne? In je bil super uspešen. Ne? Tako da v bistvu tukaj hecen bo, ker svet se bo v bistvu ful hitreje začel, mislim, se že zdaj, pač vedno hitreje se vrti. Ne? Mogoče pa samo še ta komentar, ki se rekel, ja, narabim pol pač venture kapitala. Kle sta dve stvari. Ne? Eno je spet, če ti venture sklad da samo kapital, pol nekaj ni v redu. Pač išči res v bistvu pač tisti network, kaj ti oni lahko dajo s temi svojimi povezavami naprej, mogoče tudi v bistvu skupino, v katero so oni že investirali, ker s temi ljudmi se boš ti družil, od njih se boš okužil in te morajo biti čim bolj ambiciozni. Ne? To je ena stvar. Druga je pa, kar je v Sloveniji pač res velik problem, je pač ta ambicija, koliko visok si nastaviš letvico. Ne? A veš, ti boš lahko prišel do milijon ARR-ja, to je spet letni dohodek, ne? Kar se sliši mogoče veliko, pa za enega človeka ali pa za par je to čisto redu, pa lahko lepo živijo. Ampak v bistvu zares, pa vidim pač par teh rešitev pač na trgu, ne? Ampak zdaj, če ti hočeš res imeti večjo ambicijo, ne? Jaz mislim, da žal v končni fazi pač rabiš tudi kaj več. Lahko povem pač eno zgodbo, recimo Sportradar, ne? Pač na malo večjem skalu. Mi bi lahko pač prodali vmes za 100 milijonov, ne, firmo. Ampak smo se odločili, da gremo po private equity in se pol greš eno igro, ki se ji reče eat or be eaten. Ne. Se pravi, a boš ti pojedel druge firme, pa pač rado večji, ker eno je, Sportradar, mogoče se razume, ne,
je podjetje, ki je bil vedno profitabilen. Se pravi, vedno je rastel in vedno je bil profitabilen. Ni, da bi zdaj rabo pač ta denar. Ne? Ampak, če si hotel pač iti večjo zgodbo, ker takrat na začetku v bistvu je bilo en kup enih tudi večjih igralcev in je bila nevarnost, da te nekdo drug kup. Ali pa, da si ti pomaga s kapitalom, da pa v bistvu ti druge kupuješ. Najbolj ekstremno lahko zdaj povem, ker se je glih zdaj razpletel, se pravi 2018, ko smo pač delali tako večjo transakcijo. In v bistvu to je, takrat se je odločalo, ali se gre na IPO, ali se pač enostavno proda polovico firme. In je bilo, na izbiro smo imeli, se pravi, 3 milijarde na mizi od IMG-a za pač polovico, ali pa Canadian Pension Fund po 2,5 milijarde evaluaciji, se pravi, manj denarja, ampak njihov interes je bil, da te pelje na public markets, na IPO. Pač namen IMG-a je pa bil, to je že pač private equity driven business, so pač v bistvu sam hotel pač čim več stvari naboltati zraven in pa v bistvu za en večji multiple prodati. In takrat se je Karsten v bistvu odločil, ne gremo mi na IPO in sprejel pač nižjo valuacijo, kot je bila ponujena. Fast forward danes, kaj je to v aprilu, je Sportradar kupil del IMG-a, ki je bil pač ta športen del. Ker so oni obupali, IMG oziroma ta krovna firma pa se ukvarja tudi z raznimi temi organiziranjem raznih pač dogodkov, športnih in tako naprej, oziroma vse te licence ima. Ogromna firma, mislim, da je v 13-15 milijard market capa. In v bistvu so pol oni obupali nad tem športnim delom in ga pač enostavno odprodali Sportradarju. To je pač tist nek letvica, ki si jo pač enostavno postaviš. Zdaj, s čim si zadovoljen? Sej pa ne rečem, tudi če prodaš firmo za 100 milijonov, je še vedno pač velik uspeh. Ampak lahko je pa še več. Pa ne, da bi zdaj rekel, da zdaj v bistvu hočemo grabiti več, ampak v bistvu je bolj ta, kaj hočeš ti doseči. Odvisno od cilja. Ja, cilj ni nujno denar. Marsikdo si pač postavil denar kot tist, ki ga proba optimizirati, ampak je lahko tudi nek impact na svet. Vedel sem, da se mi bo danes to dogajalo, ampak nisem imel še toliko kratkih pogovorov. Ampak mogoče še kakšno vprašanje iz publike za Gregata ali pa kakšen pitch mladega hustlerja. Evo, tamle imamo že mikrofon. Evo, mogoče nisem več najmlajši, bi se posebej navezal na tole vprašanje, kaj je tukaj legalo in bi sicer majčkeno spremenil, kako oblikovati svojo drugo karierno pot. Pa če si sposoda majčkeno, kot je Klemen začel, torej zbudiš se, star si 41 let, imeti je Jernej, za tabo je recimo 20 plus let nekaj strokovnega izobraževanja v neki zelo specifični naravoslovni smeri in dosti malo začneš to delati v korporativnem svetu, znotraj katerega se še naprej rate strokovno, znanstveno in potem pride december 2024, poslušam vajen podcast, poln vir inspiracije, da bi mogoče iz tega korporativnega sveta neke ideje probo tudi udejanti. Zdaj, v temu pol leta recimo začneš razvijati neki koncept. Zdaj me pa zanima, v bistvu tudi vmes, ker sem se sam s tem ukvarjal, torej nisem več najmlajši, ne začenjam, štartna točka je drugačna, pa recimo, kako bi ta prihod iz nekega že izdelanega človeka, kjer imaš tudi, bom rekel, pa zgodi se življenje, družina, imaš take pa drugačne izkušnje, kako iz tega korporativnega sveta prestopiti v nek podjetniški svet? Ja, super vprašanje. Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da je tako, da najprej tako začel, kako se je meni življenje odvil, spet neplanirano. Da v bistvu, če ga pogledam, je bil razdeljen na neka obdobja približno 7 let. Pa ni bilo to merjeno, ni bilo nič, ta 7 očitno je taka hecna številka, kjer v bistvu sem res menil od tistega storage managementa, pač na začetku, Storescape, do Klike, pa pol Sportradar, pa zdaj Silicon Gardens in tako naprej. Vse so bile v bistvu take približno taka obdobja. Kar hočem reči, je, da v bistvu to, kar ti si študiral ali pa kaj začneš, ni nujno, da pač tukaj končaš. 7 let je pač v bistvu neka taka doba, da res obvladaš eno zadevo, pa rečeš, ok, zdaj tukaj sem se naučil, kar sem se imel, pa grem lahko nekaj drugega delati, pa spet ne toliko natančno. Je imeti te številke.
Zanimivo je, da ta 7 let je tudi ena taka hecna, mogoče on average 7 let je, ne vem, če veste, ne, pač v bistvu se cel tvoj telo, vse tvoje celice se ti obnovijo, se ti zamenjajo. Ne. Zdaj, da smo mogoče malo bolj natančni, kar meni je kar všeč, da ni nekih fake faktov, ne. To ni čistko res, prvič ni čist 7 let, ne, ker recimo koža, celice na koži, se ti 1 mesec pa se ti obrnajo, kosti, maščobne celice 10 let rabijo. Ne. Ampak kar je najbolj zanimivo, možgani pa srčna mišica se pa ne obnavljajo. In v bistvu, zares je pol hecan, če tako lahko gledaš, si najboljš pač predstaviti, čez 7 let si ti v bistvu čist novo ogrodje, edin možgani pa srce pač ostane pač tisto staro. Ne? In je mogoče to tako dobro gledati, da lej, ja, fajn je, da pač si začutil, da je neka sprememba potrebna. Ne? Zdaj pa sam probi se obkrožiti z najbolj pravimi ljudmi, ki to delajo in pač skočiti v to. Ne? Se vem, da pač ni to najbolj enostaven, ker pač so v bistvu vedno neke finančne omejitve pa tako naprej. Ne? Ampak če vsaj kopleš nekaj v to smer, na koncu je pač nek rezultat. Ne? Včasih mogoče smo imeli bolj te načine, da pač si ti v bistvu se specializiral za nekaj, pa si pač v bistvu nekaj obvladal eno obdobje, eno področje in pač v bistvu se pol držal tega celo življenje. Ne? Jaz mislim, da je ful bolj pomemben, da ti znaš menjati te zadeve in tudi iti v te stvari pol globi. Ne samo eno, ampak v več specializacij. Ne? Sej bo trajalo več let, siguren, pa bo en kup enega repetišna, en kup enih stvari, ki jih moraš pač ti res pridno vsak dan delati, da to dosežeš. Spet, orodja niso bila nikoli v življenju boljša kot zdaj, da se lahko hitro učiš. Ne? Moraš samo pač v bistvu najti tisti zagon, kaj točno hočeš delati v življenju. Ne? In je pač največja škoda, pač, če bi v bistvu rekel, da se zasediš nekaj pač v eni službi, ki pač ti je kauzi, pač pa plačajo v redu, pa tako naprej, ampak nisi pa zadovoljen, ali pa ni neke osebne rasti. Ne? Probi vedno pač sploh v bistvu te emerging, spet ne vem, kako se to reče po slovenski, tehnologije, recimo, ne, tehnologije, ne, da jih spremljaš. Ne? Zdaj, tako kot tole, recimo pa čist, sem prepričan, da bo v bistvu na tej konferenci en kup enih tehnologij, ki bojo nove za marsikoga, ne? AI bo res veliko spremenil stvari, ne? In dajte tukaj kopati, poslušati, pa biti odprti za priložnosti. Ne? Pa marsikdo se recimo boji za te mlade, ne? Se pravi v bistvu, aj bojo zdaj te mladi, kaj bojo zdaj, se ne bo služb, vse bojo roboti zamenjali. Ne? Moje mišljenje je, da v bistvu mladim ljudem, po moje, se ni zabati za njih. Ne? Mislim, da prvič, če gledamo našo inverted piramido natalitete, ne, sem slučajno pogledal, ker sem se jaz rodil, oziroma celo dekado, se je približno 30,000 ljudi rojevalo na leto v Sloveniji. Ne. Lansko leto je to 17,000. Praktično pol manj. Ne. In v bistvu, zdaj, se lahko rečemo, delam, mogoče manj, nekaj bojo roboti prevzeli, ampak spet te trendi so tako dolgi, velike tega doom and gloom, to se bo spremenilo čez dan, pa čez noč, ni šans. To bo pač en dolg trend, ki se bo čez 20 let, ko bomo pogledali nazaj, se bo spremenilo, ampak ne pa tako hitro. In mlajši so pač v bistvu valjda bolj odprti za novejše stvari, zdaj, če si pa starejši, se moraš pa mogoče malo bolj prisiliti, ali pa hopefully te zanima. Ne? Recimo, jaz se dostikrat ujamem, da ko hočem nekaj narediti, grem še vedno na Google, pa pol searcham pač dokumente in pol tiste berem. Ampak v bistvu zares bi pa našel sam na ChatGPT ali pa pač kjerkoli od teh drugih in pa sem vprašal. In bi dobil v bistvu čist točno, natančno, precej hitrej pač tisto odgovor. In je pač neki, tudi te, recimo mi, lahko rečem, stari programerji, ne, je težko, zato ker ti znaš na drugačen način to narediti, ne? In se ti upira ta nov način, da je vibe coding itak, ker pač v bistvu že skoraj ne bi rekel, da je programiranje, ne? Ampak v bistvu tudi kar kurzor dela, ne? Se ti upira, veš? In ker pač tudi od unih, ne vem, 10 predlogov, ki ti jih da, sta mogoče 2, ki sta dobra. Ostali pač v bistvu jih moraš završiti, moraš vedeti, pač kaj zavržeš, pa kaj ne, ne? Ampak mladi je fajn, ki pač v bistvu zrastejo že s to tehnologijo. Še ena analogija. Ne? Če pogledamo zdaj 25 let nazaj, prišli so pač pametni telefoni, internet in tako naprej. Ne? Tisti, ki se je držal
da zdaj pa on ne bo uporabljal računalnika, interneta, pametnega telefona, jaz si lahko mislimo, da pač danes ne more več funkcionirati. Ne. A je bilo takoj? Ja, ne. Nekaj časa je lahko zdržal, ne. Ampak pa mogel pač to prebiti. Ne. Če bi pa ti takrat mlad, je pa pozate to čisto naravno kot dihanje. Ne. In jaz mislim, da bo sam en kup enih priložnosti, ker se bo zdaj pač karte še toliko bolj premešale. Ne. Ja, ta odprtost se mi zdi ful pomembna, ker si jo večkrat poudaril, tako da ful dobro vprašanje, hvala. Grega, mogla bova še enkrat v mojem studiu, eno 4-urno udart. Tako kot Acquired. Po mojem, če narediva enkrat na 2 leti, bo toliko novih stvari se za pogovarjati. V 2 letih se bo veliko spremenil. A bo vedno. Tako da hvala ti. Hvala za povabilo.